In sicer glede včerajšnje preiskave, in sicer so obtožbe v tej sami preiskavi so absurdne. Jaz enostavno nisem kriv in to želim zelo odločno povedati in tudi nisem sodeloval oziroma pomagal pri kakršnikoli pomoči in kakršnikoli zadevah v zvezi z kaznivimi dejanji, ki so mi očitane. Tukaj moram seveda povedati, da je celoten postopek, bom rekel, tudi nesorazmeren. Ocenjujem, da je nesorazmeren, predvsem zaradi tega, ker proti meni niso bile uvedene nobene druge prikrite metode ali sredstva in je pač šlo za to, da so enostavno prišli v privatno stanovanje, v zasebno stanovanje, enostavno na stranko, kjer nimam poslovnih prostorov in seveda potem še v državnem zboru. V odredbi je seveda tudi navedeno, da naj bi vzeli vse strežnike, kar je seveda, jaz mislim, tudi protiustavno in v zvezi s tem bom seveda v nadaljevanju tudi razmislil, ali tukaj ne gre za protiustavnost in da je treba dati vse zadeve tudi na ustavno sodišče. In seveda v zvezi s tem enostavno mislim, da gre tukaj za prvič dogodek, ki je pred referendumom in ki naj bi zaznamoval na nek način referendum. Na drugi strani gre za kriminaliziranje mene osebno. Še enkrat, jaz sem bil tam do sredine septembra 2013 in v tistem času, razen tega, da smo seveda kot neizvršni direktorji imenovali izvršne direktorje in da so izvršni direktorji potem delali tisto, kar so delali, je itak znano, se seveda to ni dotikalo nikakor neizvršnih direktorjev, niti mene osebno. Zadnje, glede vseh pogodb, jaz nisem videl ene pogodbe, ki je bila podpisana strani izvršnih direktorjev. Ne, da bi jo niti prebral, niti videl. Še do danes ne, ker je pač to, bom rekel, nek očitek, ki je bil tudi pač v času, bom rekel, celotnih zadnjih 2 let in pol enostavno sproduciran, bom rekel, tudi strani medijev, kaj je vloga neizvršnih in izvršnih direktorjev. Druga zadeva, ker je seveda tudi, ker so očitane neke zadeve, kdo kako in je postavil Mansona in da sem jaz glavni kadrovik. Glejte, 3 neizvršni direktorji so prišli iz tujine in jaz sem bil edini iz Slovenije in ti so postavili seveda tudi, mi smo postavili vse izvršne direktorje. In tukaj moram reči, da sem seveda gospoda Mansona prvič videl takrat, ko sem se srečal z njim na razgovoru in potem sem ga seveda še videl na seji. Glede potovanja v Stockholm, kar je tudi očitek, gledajte, izvršni direktor je tisti, ki lahko karkoli plačuje. Vprašanje je, na kakšen način je on to delal. Jaz nimam niti pravico karkoli plačevati v zvezi s tem. In takrat so bili začetki in on je seveda to pot uredil. Imeli smo pa tam sestanek neizvršnih direktorjev in telekonferenco z gospodom iz Združenih držav Amerike, Karlom Lindgrenom, ki je pa ni prišel seveda zaradi tega, da smo prihranili na teh sredstvih. Skratka, mislim tudi, da je celoten poseg zasega dokumentacije, ki je bil tukaj, predvsem v državnem zboru, potekal nepravilno, predvsem zaradi tega, oni so dobili, mislim, da iz državnega zbora vse moje maile za navedenem obdobju, približno 6 mesecev. Glejte, jaz nimam nobenih težav s temi maili, tudi ne verjamem, da je na kakšen mail, lahko da je strani DUTB-ja, glede in je drugačen postopek bil narejen, kot je bil narejen na Slovenski demokratski stranki. Mislim, da tukaj nepravilen. Jaz upam, da se seveda to ne bo izkoriščalo tudi v kakšne druge namene, čeprav mislim, da boste novinarji ali vsaj nekateri zlahka pograbili kakšne informacije v zvezi s tem. Ampak ne, zdaj odtebem, če boste našel. Glede tistih 28 mailov,
ki so jih pridobili na Slovenski demokratski stranki, pa jaz iščem oziroma bom poiskal soglasja vseh ljudi, ki so mi poslali in jih bom jaz objavil, imam namen jih objaviti, rabim pa za to seveda njihovo soglasja, če se kakšen mail nanaša na kakšen življenjepis, potem moram pač imeti soglasje.